Dekorirajmo lonček in posadimo rastlino vanj. Pripravimo si stekleni lonček, ki je že prazen. Dobro ga umijemo in posušimo. Poiščemo barvit servet, prtiček ter lepilo, ki ga lahko naredimo iz ene žlice moke ter malo vode. Zaščitimo delovno površino. Stekleni lonček bomo kaširali s servetom, ki smo ga predhodno natrgali. Moko zmešamo z malo vode. Zmes naj ne bo preveč gosta, mora biti lepo gladka. Seveda pa lahko uporabimo tudi lepilo Mekol, ki ga zmešamo z vodo. Lonček premažemo z maso, ki smo jo dobili iz moke in vode, ter nanj polagamo natrgane koščke serveta. Natrgane koščke polagamo tako, da se med seboj prekrivajo. Čez natrgane koščke serveta pa ponovno premažemo s plastjo lepila. Bodimo natančni, da se nam že nanešeni koščki serveta ne zgubajo. Zdaj svojo mojstrovino dobro zamažemo, da bo vse enakomerno in gladko. Pazimo, da ni luknjic oziroma praznih prostorov. Pripravimo si delovno površino, kjer bomo sadili. Z vrta ali dvorišča prinesemo nekaj pesti zemlje, drobne kamenčke, pripravimo si lopatko, lahko je to kar kuhalnica iz kuhinje, ter rastlino oziroma čebulico, ki jo bomo posadili, lahko pa tudi seme, če bomo sejali. Sama sem v gozdu našla divji lovor, zato na sliki lahko vidite mlade poganjke lovorja. Izberemo rastlino oziroma čebulico, ki jo želimo posaditi, oziroma seme, ki ga bomo posejali. Na dno lončka natresemo drenažni material. To so kamenčki oziroma debelejši pesek zaradi odtekanja odvečne vode. Plast naj bo debela okoli 2 cm. V lonček nasujemo malo prsti, vendar le toliko, da še vedno ostane dovolj prostora za rastlino. Naredimo jamico v zemljo, kamor bomo dali svojo rastlino. Pripravimo zdaj svojo sadiko, čebulico ali seme. Sadiko postavimo v jamico in jo do začetka stebla zasujmo z zemljo. Prst okoli rastline z rokami nekoliko potisnemo navzdol. Zdaj rastlino še zalijemo z vodo. Naša rastlina je tako posajena. Če želimo še malo ustvarjati, lahko okoli svoje rastline naredimo ograjo iz različnih lesenih vejic, ki jih najdemo v gozdu. Naša kreativnost naj ne pozna meja. Dekoriran lonček bo zdaj krasil našo sobo. Lahko ga postavimo na mizo ali okensko polico. Seveda pa lahko naredimo še enega, ki pa naj bo drugačen.
Naše ustvarjanje naj ne pozna meja. Na koncu pa ne pozabi pospraviti za seboj. Saj veš, naš prostor naj bo vedno urejen in čist. Ko postane rastlina prevelika za lonček, jo presadimo na vrt. Lonček pa ne zavrzimo, lahko ga uporabimo za svetilko, katero postavimo čajno svečko in tako nam bo lučka razsvetljevala temne noči ter naredila prijetno vzdušje. Bodimo kreativni.